Zakaj me je zdravniška zbornica tako osebno napadla? Mislim, da zato, ker sem si drznil objaviti, kako sprevržene zadeve se dogajajo za zaprtimi vrati mladih zdravnikov. Bi torej moral biti tiho, ko sem zvedel, kako organizirano Nadja Jarc vodi mlade zdravnike pri rušenju Facebook strani. Je to poslanstvo mladih zdravnikov? Je to prihodnost slovenske medicine? In je poslanstvo zbornice, da izreka podporo žaljivkam ter takšnemu organiziranemu napadu? Kaj pravzaprav govorim? Da razčistimo tole. Govorim, da potrebujemo ukrepe, seveda jih, ampak ni razumno v imenu enega virusa sprejemati takšne ukrepe, ki na propad obsojajo na tisoče podjetij ter v revščino rinejo na tisoče ljudi, družin in otrok. To je skregano za vsako logiko. Zapisali so, da jaz blatim mlade zdravnike. Nikakor ne drži. To je čisto zavajanje. Predlagam, da vsi še enkrat preberete objavo, v kateri razkrivam to početje Nadje Jarc. Predvsem pa, da preberete njeno sporočilo mladim zdravnikom. V resnici je bila konkretno žaljiva ter pritlehna prav Nadja Jarc, ki me je poimenovala nevedni Marko, čustveni revež ali pa za bedake označila vse drugače misleče ter jih povezala z Einsteinovo teorijo o brezmejnosti človeške neumnosti. Dalje. Ne me prikazovati kot nekega nasprotnika zdravstvenih delavcev. To je nedopustno. Preberite še enkrat moje objave. Zdravnike cenim in spoštujem, prav tako spoštujem medicinske sestre, zdravstvene tehnike in drugo osebje. In dobro vem, da garajo v tem času. Moje mnenje pa je, da vlada ni namenila dovolj sredstev ter pozornosti zdravstvu, ko je bil čas za to. Namesto tega imamo zgodovinsko velik razkol med ljudmi, ki so na robu tega, da se skoraj dobesedno pobijajo med seboj, gospodarstvo na kolenih in kljub gospodarsko-socialni katastrofi zaradi teh ukrepov imamo rekordno slabe številke. Tako pridem do očitka zbornice, da zavajam. Ne, številke so številke. Ali držijo ali pa ne držijo. Pika. Glede na to, da odgovorni sami delijo pojavnost na prvi in drugi val, seveda gledamo aktualen val, aktualne številke, tako imenovanega drugega vala. In te kažejo sledečo sliko. Slovenija je visoko na seznamu držav po številu okužb na milijon prebivalcev. Švedsko recimo je Slovenija po številu okužb na milijon prebivalcev prehitela že po prvi polovici oktobra. In od takrat je slika samo še slabša in slabša. Naj pa poudarim še enkrat. Ob tem Švedi živijo svobodno, z razumnimi ukrepi, Slovenci pa živijo tako rečeno na robu pravil koncentracijskega taborišča. Umrljivost v Sloveniji je alarmantno višja kot marsikje. Slovenija je visoko na seznamu in težko, ampak res težko je razumeti, kako lahko tako odstopa. To so uradne številke. Če sem se kje zmotil, povejte, se popravim. A odgovarjati začnite konkretno, na konkretne podatke. Predvsem povejte, katere konkretne številke so potem pravilne. Ampak v tem primeru boste morali demantirati takšno institucijo, kot je ECDC. Dokler ne odgovarjate konkretno, zavajate zgolj in samo vi. Vprašanje, kako je mogoče, da Slovenija tako negativno odstopa od vseh, da tudi, oziroma še posebej od Švedske, pa si preprosto moramo postaviti. Ker smo to dolžni našim ljudem. Ne nazadnje pa zato, ker morda te številke pričajo tudi o tem, v kakšno okolje je zdravstvene delavce postavila naša vlada. Zato smo si to vprašanje dolžni postaviti, draga zbornica. In še enkrat. Marko Potrč ni proti ukrepom. Marko Potrč zagovarja ter pri ljudeh vzpodbuja ukrepe, kot je ostanemo doma, če zbolimo, držimo ustrezno razdaljo, skrbimo za higieno, tako rok kot kašlja, kihanja in tako naprej, ter smo maksimalno striktni in previdni pri varovanju ranljivih skupin. In ker je res dovolj zavajan ter podtikan, od danes naprej vabim vse, da v primeru tovrstnega zavajanja uporabijo sledeč slogan oziroma hashtag. Ker če lahko vi neštetokrat ponovite laž, lahko mi neštetokrat ponovimo resnico. In tako lahko preprečimo, da bi laž trajno postala resnica. Kako bomo s tem virusom živeli, maksimalno zaščitili ranljive in ob tem ne ubili naroda, pa je še eno vprašanje, ki si ga preprosto moramo postaviti.